Kajti na vse zgodaj zjutraj je nastala fotografija junaka pred tankom, ki je završala v fotoreporterskih krogih in za katero urednika fotografije, pod katerima si tudi delal, tako Nace Bizilj na Dnevniku kot Joco Žnidaršič na Delu, menita, da spada v sam vrh vojnih fotografij slovenskih fotoreporterjev. Kako je nastala ta fotografija? Ja, ta fotografija je nastala naslednje jutro. Seveda noč je bila dolga, ne. Je bilo pa tako, da sem imel skozi en občutek, da se bo proti jutru nekaj zgodilo, ne, ker prejšnji dan so tanki že v Vipavi že veselo rohneli, ne, in smo čakali, kaj bo v Ljubljani. In takrat sem jaz zvečer po prireditvi, se pravi enih zjutraj, smo šli še z Nacetom in ekipa Dnevnika še na pijačo po končani proslavi in smo se pogovarjali, kaj bo naslednji dan, in je Nace rekel, ti pojdi kar spat, naslednji dan se dobimo v službi. Se pravi, meni se pa nekaj mi ni dal miru, ne, in sem se žal s pokojnim fotografom Diegotom Gomezom zmenil, da se dobiva ob 3 zjutraj in da grejo počasi proti jutru pogledati, če bodo kje po Ljubljani ali v okolici Ljubljane kakšni premiki tankov. No, in jaz sem bil na poti k Diegotu na Vič, seveda me pa policija že ustavila tlele pri podvozu pri Tivoliju in sem mogel dati svoj avto v barikado in sem pot nadaljeval z ekipo RTV Slovenije. In smo se skupaj odpravili proti Podutiku. Takrat smo se skupaj peljali v avtu, nas je bilo 5 noter, nihče ni nič vedel, kam gremo. Vedeli smo samo, televizijci so samo zvedeli, da tanki iz smeri Vrhnike preko Podutika prihajajo do Ljubljane in naprej proti Brniku. In potem smo v Podutiku prišli do neke jase in smo tam čakali malo. Tam so bili tudi neki ljudje, ki so imeli, ne vem, večerno zabavo, so imeli piknik na prostem ali kako je bilo. In kar naenkrat slišimo ropot tankov. Vem, da smo se malo tako poskrili, nismo se poskrili, malo smo k drevesom stopili in tako. In so te tanki res prišli, ne. In en od teh fantov, ki so imeli tisti piknik, so zagledali te tanke, ne, in en fant se je odločil, da bo stopil na cesto pred tank in dvignil roko kot v znak ustavite se, ne, dovolj je tega. Tako je nastala ta fotografija. Je pa res nastala približno, se mi zdi, nekje okoli 5, pol 6 zjutraj, ne, ker se glih dobro se je zdanilo, ne, se tudi ni najbolj tehnično kvalitetna fotografija, ampak to je zaradi tega tudi, ker se je ravno danilo in so bili svetlobni pogoji slabi. Je pa ta fotografija izzvala primerjavo s fotografijo protestnika na Trgu nebeškega miru v Pekingu leta 1989, ki je stopil pred tank, pred kolono tankov in ta kolona se je ustavila. Kaj se je zgodilo tukaj? Ja, tu se ni ustavila kolona, ne, je bila malo manjša kolona, so bili 4 ali 5 tankov, ampak se ni ustavila, tako da se je junak s fotografije umaknil s ceste.